Živijo, evo, jaz sem spet v planinah in sicer danes sem na pobočju Menine planine in prišel sem do semle, do tega križišča pri tej lepi tabli iz Tuhinjske doline, nad vasjo Češnjice sem in bom šel eno super krožno pot vam pokazati. Ker ste zraven, idite, pejte. Približno 500 metrov se sprehodimo po cesti, pa nas pa tabljo usmerijo na pešpotko proti Bibi planini. Po 10 minutah pa nas pot pripelje spet na eno tako vlako in te vlaki sledimo navzgor, kam pa. Tukaj moramo biti pa malo pozljivi, ker nas markacije usmerijo na desno pot, ker je veliko manj shojena kot leva. Tako da tlele je prava pot. Po tej poti sem sicer že šel, ampak enkrat v zimskem času in moram reči, da zdajle poletje mislim, da je ful lepa. Ni pa ne vem koliko obljudena, tako da boste uživali tudi tisti, ki imate radi bolj, da ne srečujete preveč ljudi. Nema bom imel tole za večerjo, ali bom kar tle pustil. Po slabi urci pridemo pa do pašnikov na Bibi planini. Tukaj čez Bibo planino moramo kar fino zagrist v klanc, tele pašnike, pa se nam pa že malo pokaže tudi koča, pa na drugi strani pa seveda razgled. Pa zapustimo en pašnik. Gremo proti drugemu. Če na Bibi planini sem z gospodom Radotom malo poklepetal, ki je gazda tlele. In pravi, da ste vabljeni na kisel mlek, pa da se da tudi kaj za pit dobiti pri njih. Drugač pa na Bibi planini tudi takale luštna kapelca in pa tudi konec septembra imajo tudi mašo tle. Neč, gremo naprej, ne? Da se drugače tudi pripeljati do Bibe planine, pa se tukaj pol tudi en krog dela. Bom pokazal tudi pol, kje se gre lahko, da se tak malo manjši krog naredi. Drugače pa od spod na linku boste imeli tudi povezavo do članka
kjer je tudi opisan, kjer so opisane te poti po Biva planini. Drugače pa tukaj ima pa tale pašna skupnost dobrih 150 krav pase tlele. So pa od maja pa do konca septembra tlele gor. Pa pol še kakšen vikend pridejo, tako da se da tudi kaj za pit dobiti. No, tle naprej pa krave zamenjajo ovce. Preden zapustimo Bivo planino, se pa sprehodimo še mimo enega stana. Tale Menina planina je res en tak pohodniški sprehajalni raj. In res je meni še veliko lepška pa na veliki planini. Predvsem pa ni ljudi. Toliko. Takole še malo smer Kaza, igramo za Menino planino, pa pojmo. Tistale antena tamle pa že nakazuje, da smo par minut oddaljeni od koče na Menini planini. Takole pa smo pri koči na Menini planini. Tole pa pravi raj. Takole, na Menini planini imajo odlično joto pa žgance. Zdaj pa gremo še na Vivodnik, najvišji vrh Menine planine, kjer je stolp razgledni, pa v krožni poti nazaj proti avtu. Okoli 10-15 minutah pridemo pa na Vivodnik, najvišji vrh Menine planine. Žal je danes malo megleni in se ne vidi, koliko bi se mogli. Drugače pa tukaj dol je razgled proti Dolenjski, tukaj osrednja Slovenija, Kamniške Alpe. To je to.
Evo, 1508 metrov je visok bivodnik in gremo naprej. Za dol se držimo pa za Golice pa okrog. Predvsem okrog, nad okrogom imamo namreč izhodišče. Pa res, tale Menina planina je fantastična. Pravi pohodniški raj. Na teli planini, ko se spustimo dol, moramo pol levo zaviti. Se pravi, mimo tele opazovalnice in tja noter, naprej. Evo, ko malo pridemo, čez par 10 metrov pridemo na tole pot in izsledimo v bistvu do ene malo večje ceste. Telih čudovitih jaz v Menini planini še kar ni konc. Pa še ene pari bomo obšli. Takole pa pridemo na tole večjo cesto. In malo naprej bomo pol prišli še do enega križišča. Ja, vse od tiste planine, ki smo levo zavili, od tam ni več markirana potno. Zdaj smo prišli spet na križišče, na teli planinci, bomo pa desno zavili. Tlele sta sicer neke dva smerokaza, pa se ne spomnim več točno, kaj piše. Ampak v glavnem, če gremo tle naravnost, pridemo do biba planine. In ta majhen krog naredimo. Mi bomo šli pa tlele dole. Gremo pa večji krog. 2 zimi nazaj, ko sem šel tlele, ta ograja glih, da se je malo ven videla. Ni bilo toliko snega. Še ta zadnja planina na našem spustu. Malo nižje pa pridemo do ene dveh takih vikendkov in ene 50 metrov nižje pridemo do ceste in ta cesta nas pol levo popelje do našega izhodišča. Je pa drugače tukaj dol markirana pot spet. Smo vmes spet na markacije prišli. Evo, in tukaj zavijemo levo. Če bi šli pa tle naravnost, pridemo pa do vasi Češnjice, ki je tudi eno od izhodišč za Menino planino. Takole, še en zaključek bom naredil, zdaj ko hodim proti avtu. Ja, videli ste, tole je res en tak fantastična ideja za en izlet. Hoje približno za ene 4 urce. Tisti manjši krog, če bi šli, če bi štartali z Bibe planine, pa manjši krog delali, lahko pa to delite približno z 2, se pravi okoli 2 urci. Tako da jaz mislim, da je praktično za vsako familijo, če se malo potrudite, da gre to čez. Več teh tehničnih podatkov bom dal spodaj v tekst, ker ne vem na pamet. Razgledi so super, planina je res fantastična. Meni, kot sem že rekel, mi je lepška velika planina, veliko manj ljudi. In to je to, ne. Morate sami iti pa uživati. Imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Ajde, čau!